Petkova. Centrifuga. V začetku meseca je bilo v svetu aktivnih več kot 50 oboroženih konfliktov, kar je najvišje število od začetka zbiranja podatkov leta 1946. Vsaj 9 teh konfliktov Uppsala Conflict Data Program, ki ga vodijo na univerzi v Uppsali na Švedskem, opredeljuje kot vojne. In od minulega petka jih je 10. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion. Pred nekaj trenutki je Izrael začel operacijo Vzpenjajoči se lev. Odpraviti želimo iransko grožnjo Izraelu in se bo nadaljevala toliko časa, da bomo te grožnje odstranili. Izrael je minuli petek brez kakršnekoli napovedi ali neposrednega povoda reketiral številne vojaške, jedrske in civilne cilje ter v enem zamahu, več tisoč kilometrov daleč, obglavil vojaško-obveščevalni vrh iranske vojske ter pobil več znanstvenikov, ki so sodelovali v iranskem jedrskem programu. Dr. Danilo Tjrk. Če pride do oboroženega napada na državo članico Združenih narodov, ima ta pravico do samoobrambe. Se pravi, samoobramba je omejena na situacije, ko je neka država izvedla oborožen napad. No, v tem primeru, paradoksalno, bi lahko celo trdili, da ima Iran pravico do samoobrambe, ker ga je napadel Izrael. Preventivni napadi po mednarodnem pravu enostavno niso dopustni. Jedro spora, motiv, vzrok ali vzgib je domnevni iranski jedrski vojaški program. Iran, smo izvedeli te dni, je jedrsko najbolj nadzorovana država na svetu. Vse svetovne avtoritete z področja jedrske varnosti, vključno z Mednarodno agencijo za jedrsko varnost, pravijo, da ni podatkov, ki bi kazali, da bi Iran imel ali le skušal razviti jedrsko orožje. Dr. Primož Štrbenc. Jaz bi najprej rekel, da to, da naj bi Iran poskušal jedrsko orožje pridobiti, to verjetno ni res. Ne? V ozadju iranskih prizadevanj na jedrskem področju gre za nekaj drugega. Namreč Iran meni oziroma trdi, da ima pravico do miroljubne uporabe jedrske energije, kot mu jo zagotavlja 4. člen pogodbe o neširjenju jedrskega orožja. Tako da te nenehne teze, da pridobiva in da bo jutri pridobil jedrsko orožje, so na nek način iztrte, izvite. Še več, tega ne verjamejo niti ameriške obveščevalne službe. Me ne zanima, kaj je rekla. Mislim, da je zelo blizu. Iran ne sme imeti jedrskega orožja. Vse oči svetovne javnosti so seveda že od prvih minut napada uprte v Donalda Trumpa in Združene države Amerike, neomajne in brezpogojne podpornice Izraela, ki že pri Palestini in Gazi miži na obe očesi, pri Iranu pa očitno tudi in zaenkrat le podpira izraelska prizadevanja in v napadih aktivno ne sodeluje. Zaenkrat. V tednu, ki je za nami, je Trump v nekaj dneh od stališča, da se je treba pogajati o jedrskem programu, prišel do sklepa o iranski brezpogojni vdaji. Iran v tej vojni ne bo zmagal. Morajo se začeti pogajati in to takoj, preden bo prepozno. Le dan kasneje. Ne želimo premirja, želimo nekaj boljšega, kot je premirje. In še en dan kasneje. Netanjahuju sem rekel, naj kar nadaljujejo. Vsak dan se pogovarjam z njim. Dober človek je, veliko dela. In še sredino sporočilo Iranu, le 5 dni po začetku napadov. Dve zelo preprosti besedi. Brezpogojna predaja. To pomeni, da mi je dovolj. Dovolj mi je. Potem gremo vreči v zrak vse jedrske zadeve, ki so tam. Inteligentni ljudje, ki poznajo Iran, njegovo ljudstvo in zgodovino, nikoli ne bi izgovorili te besede. In komu naj se predamo? Tako pa se sprašuje iranski verski voditelj Ali Khamenei, ki je nekako uspel nadomestiti vse pobite vojaške poveljnike in vodje obveščevalnih služb, še vedno pa ima očitno dovolj vojaških zmogljivosti, da noč za nočjo napada Izrael. A najbrž ne več dolgo. Damir Črnčec. Varnostni aparat evidentno v
Iranu ne deluje, torej ni protizračne obrambe, ni vojaške obrambe, vse kar je so raketni napadi na Izrael, ki pa ne povzročajo resne vojaške škode Izraelu. Kar se tiče Izraela, bi dejal, da so na 3/4 poti uničenja vojaških zmogljivosti, torej zaustavitve jedrskega programa, to nedvomno jim uspelo. Prav tako so sesuli sistem poveljevanja komunikacij v državi sami in jaz mislim, da ta režim je dejansko pred resnim izzivom, kako preživeti. Da so izraelski napadi na Iran tako uspešni, gre seveda velika zasluga Mosadu, pa tudi ameriškim obveščevalcem, ki Izrael oskrbujajo z obveščevalnimi podatki. Iran is extremely porous to hostile intelligence activities. Iran je izjemno dovzeten za delovanje tujih obveščevalnih služb, ker je sistem izjemno korumpiran. Izraelcem je zelo lahko kupiti usluge agentov, poleg tega si veliko Irancev želi konec tega režima in so pripravljeni sodelovati. There are many people who oppose the regime who willingly cooperate with Israel. Evropa se pri vsem skupaj drži bolj kot ne ob strani. Evropski voditelji, tudi predsednica Evropske komisije, bolj kot ne le reciklirajo ameriška stališča o tem, da se ima Izrael pravico braniti. Israel has the right to defend itself. We've always been very clear. Iran can never have a nuclear weapon. Kot cagavo je evropsko politiko ocenil tudi pravnik in politolog Mitja Žagar. Dejansko je evropski odziv pravzaprav na nek način presenetljiv. Po drugi strani pa popolnoma razumljiv, ker tudi v preteklosti se je Evropa že zelo pogosto ravnala, predvsem po Združenih ameriških državah in svojo politiko in svoje stališča prilagajala njihovim stališčem. Dejansko pa je z gledišča mednarodnega prava pravzaprav strašljivo, da se evropsko politično vodstvo ne odzove na agresijo na drugo državo na enak način, kot se je odzvalo naprimer na agresijo Rusije na Ukrajino. Je pa to seveda na nek način pravi pokazatelj, kako Evropa dejansko ne razume svojega položaja v svetu in kako dejansko ne razume, da pravzaprav niso nevarnost za Evropo Rusija, Kitajska ali pa kakšna tretja država, ampak so podobna nevarnost tudi Združene ameriške države, zlasti v času Trumpovega režima. V svet pa čaka dokončno Trumpovo odločitev, ali bo Amerika aktivno vstopila v vojno z Iranom. Morda bom to storil, morda ne. Nihče ne ve, kaj bom storil. Če kaj, potem je ameriški predsednik že od prvega dne nastopa drugega mandata dosleden v tem, da je popolnoma nepredvidljiv. In zato nam najbrž niti 10, niti 50% proračuna namenjenega za obrambo ne bo pomagalo, če se denimo ZDA odločijo, da bo Slovenija postala 56. ameriška zvezna država, ali se Izrael odloči, da bo s kirurško natančnostjo na več tisoč kilometrov pospravil predsednika vlade na Gregorčičevi. Domače razprtije smo danes spustili na stranskem tiru, kajti ko v kleti ali zaklonišču, če morda na voljo, pa naj bo to v Tel Avivu ali Isfahanu, čakaš, da ti bo na glavo padla balistična raketa ali te bo na ulici razstrelil dron, ki ga nekdo upravlja 3000 km stran, ti je najbrž vseeno, ali so se levi in zeleni ali pa demokrati in konkretno dogovorili za skupen nastop na prihodnjih parlamentarnih volitvah. Ali da so policisti obiskali slovenske pravce umazanega denarja v Bosni in Hercegovini. Ali da premier in njegova koalicija nagajajo predsednici in ne podprejo še tako dobrega kandidata za denimo guvernerja ali ombudsmana. Treba je vlagati v mir in ne v vojno. Za konec je tu še misel letos preminulega papeža, na katero je spomnil aktualni. La guerra è sempre una sconfitta. Vojna je vedno poraz. Miren teden vam želiva Damjan Rostan in Miha Šval.